Dobar dan. Lepo, da ima vaša pozornost. Lepo pozdravljeni na današnjem dogodku. Tokrat bomo v knjigarni Azil predstavili eno novejših izdaj založbe Stripburger. Paralelno z njo bomo predstavili tudi delo našega gosta, dr. Tomaža Grušovnika. Prvenstveno gre pa predstavitev stripa Sin očeta medveda, francoskega avtorja Nikolaja Prela. Z mano so, se bom najprej sebe predstavil, če mi ne zamerite, jaz sem Aldo Hari Bojan, sem eden od urednikov in prevajalcev pri založbi in reviji Stripburger. Na moji levi je Ana Bogataj, ki je naša redna sodelavka, lektorica in tudi zelo dobra recenzentka, moram reči, ki je napisala tudi odlično uvodno besedo v tej izdaji. Na moji desni je pa dr. Tomaž Grušovnik, doktor filozofije, ki predava na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem. Sem kaj pozabil mogoče? Ja, preveliko, da bi naštevali, po mojem. Mogoče pomembno, da je avtor knjige, ne tega živali. No, imamo ga tukaj, ker je njegovo delovanje in njegovo raziskovanje predvsem vezano na eno pomembno temo, ki je postavljena v tej knjigi. In sicer on je avtor dela Etika živali, v katerih se ukvarja z različnimi aspekti etike, kako se ta razvijala in kakšna je danes v odnosu ljudi v odnosu do živali. In ker se nam je ta tema zdela zelo povezana z samo vsebino knjige, se nam je zelo vredno, da ga povabimo in da nam predstavi nekatere temeljne pojme in svoje videnje vprašanj, ki so v tej knjigi. Za začetek bom vprašal kar Ano Bogataj. Glede na to, da si napisala uvod, lahko trdim tudi, da si najbolj podrobno prebrala to knjigo. Reče se prebrala, čeprav ni besed notri, ne? Nam lahko predstaviš na kratko oris zgodbe? Ja. Zdaj samo zgodbo mogoče nima smisla čisto natančno, a se mi sliši? Nima smisla čisto natančno jo pač opredeljevati oziroma govoriti o njej, vse vsebini. Mogoče samo nekak začetek, se začne zelo tako pravlično. Na začetku pač sta nekje na robu gozda živela mož in žena in nekega dne se je mož odpravil na lov in pač v gozdu ustreli medveda oziroma medvedko. Potem pa mladička te medvedke vzame s seboj domov in ga žena vzgajata kot svojega otroka, zanj skrbita. Potem pa ta medvedek odraste in na neki točki pač ga mož odpelje v mesto, kjer se v bistvu, kjer izvaja pač neke trike in tako, ne bomo potem Tomaž še kaj o tem zapovedati, o tem odnosu do živali, do medveda v tem začetku zgodbe. Nato pa potem v nekem trenutku tega medveda, ko izvaja različne trike, zbode nek fant z palico in medved se razjezi, tega fanta poškoduje in zgodba se potem tukaj začne zapletati. Ta mož, lastnik medveda, gre v zapor, njegova žena in pa medved gresta pa domov in v tej neki žalostni samoti, ko sama ostaneta tam na robu gozda, se pač zapleteta v neko pač skupaj preživita noč in plod te zveze je potem človek z medvedjo glavo oziroma pač sin očeta medveda. To je nekako nastavek za zgodbo, potem pa v bistvu tukaj se zgodba šele začne. Da zdaj nisem kaj razkrila, kaj preveč se zdi. V bistvu bih prosim povedala, to je odličen nastavek seveda za konflikt, lahko se predstavljate, kaj je v neki tradicionalni družbi moral se predstaviti. Tako sam medved, lastnik medveda, kot tudi potem ta medvedje človeški otrok. To seveda napeljuje na razne etične vprašanja odnosa do drugega in drugačnega, kar je tu zelo jasno prikazano. Dr. Grušovnik, kaj vi menite o takšnem prikazu, oziroma
Kako se za vas sploh začne ta etika v tej zgodbi? Ja, hvala za vprašanje. Dobro, zdaj ne vem, če bi mogoče na začetku povedal kaj splošnega o etiki živali ali bi komentar na ta primer. Komentar na ta primer po mojem ni tako enostaven. To pa zato, ker je knjiga zelo bogata. In sicer prva stvar je ta, da recimo neka znanstvena pamet, ki bere, gleda to knjigo, ima po mojem takoj pomisleke o antropomorfiziranju. O tem, da se v resnici žival prikazuje kot človek. In to je slabo. Ponavadi je to neka metodološka napaka. Jaz mislim, da je treba te knjige pristopiti drugače, jo ne obsoditi ravno z tega vidika, ampak na njo v bistvu pogledati na ta način, da človeka prikazuje tudi kot žival. Skratka, skuša prečiti mejo med človekom in živaljo. Tako da jaz bi rekel, da se pravi komentar na to vprašanje moj bi bil ta, da se mi zdi, da je neka etična, tista fundamentalna vrednost tega dela v tem, da ravno začne preupraševati naše kategorije človeka na eni strani in na drugi strani živali. Liko s tem zvezi, bi vas rad najprej vprašal, dajmo potem pojasniti, kaj sploh je, zakaj gre pri etiki, konkretno pri etiki živali, kako je bila ta včasih dojeta, kako danes razumemo, kako se pravi zgodovinsko spreminjala, kakšen je bil tudi zgodovinsko določen odnos ljudi do človeka, kako to bilo v teoriji, kako je to bilo v praksi. O čem se pogovarjamo, ko govorimo o etiki živali? Ja, hvala. Mogoče čisto za začetek. Beseda etika izhaja iz grške besede etos, kar ima 3 različne pomene. Ponavadi to prevajamo kot značaj ali pa kot navade. Je pa zanimivo, da se beseda etos pojavi tudi v Odiseji, in sicer tam, ko Odisej pride k svinjskem pastirju in ko pastir pozapre svinje v svoje kotce, prevaja to se vre, originalna beseda za te kotce je etos. Kar je mogoče malenkost nenavadno, ampak ideja je ta, etika skratka govori o nekem načinu življenja, tudi načinu ravnanja. No, kasneje bolj neka stroga definicija etike je ta, da se etika ukvarja z človekovim bodisi ravnanjem, bodisi samo hotenjem, glede na pojme dobro, zlo, pravično, krivično. In v tem smislu je etika živali, na nek način je, na nek način pa tudi ni, mogoče kasneje povem, na kakšen način ni, samo nadaljevanje etike v splošnem smislu. Skratka, neki poseben primer etike kot take. In v etike imamo seveda zelo raznolike pristope. Ljudje ponavadi mislijo, ko reče, se ukvarja z etiko, no povej mi, kako moram ravnati, recimo. To ni naloga etike. Naloga etike ni v tem, da prevzema odgovornost za ravnanje drugih, kvečemo nasprotno, da jih opozori, da so sami odgovorni za svoje ravnanje. To je ena stvar. Druga stvar je pa ta, da etika sploh ni enotna disciplina, ampak imamo zelo različne paradigme. Od utilitarizma, recimo, do deontologije, etike pravic, do etike vrlin, do različnih postmodernih teorij, do potem kasneje etike skrbi in tako naprej. In ta pestrost, raznolikost pristopov v etiki se odraža tudi znotraj etike živali. In etika živali je neko v resnici zelo široko področje, ki je doživelo razcvet tam po letu 1960-1970. Recimo Peter Singer je bil takšna glavna faca na sceni, utilitarist, ki je začel z etiko živali, potem je nastopil Tom Reagan v 80-ih, je za stališča etike pravic živali začel zagovarjati, potem so se javili še drugi, ki pristopajo z stališča etike vrlin. In skratka gre za neko zelo razvejano področje. Kar pa je osnovnega vsem, ki se ukvarjajo z etiko živali,
je pa to, da se zavzemajo za razširitev naše moralne odgovornosti onkraj človeške vrste. Seveda se potem javlja vprašanje, kje povlečemo mejo, do katerih živali vse smo moralno odgovorni. Ali so to samo primati, ali so to sesalci, ali so to še potem mogoče vsi vrtenčari. Ta meja je potem seveda stvar različnih meril, stvar tudi mogoče včasih prerekanja, ampak osnova je vsekakor ta, da se moralna odgovornost razširi onkraj človeške vrste. Mogoče najbolj ilustrativno lahko rečemo na ta način, da tisti, ki se ukvarjajo z etiko živali, skušajo nekako pokazati, da imajo vse določene živali ne samo instrumentalno vrednost, se pravi, da so koristne za dosego nekih človekovih smotrov, ampak da imajo tako imenovano intrinzično vrednost, se pravi, da imajo vrednost na sebi, da ne smejo biti obravnavane samo kot sredstva za dosego cilja. Zdaj pa, recimo en centralni argument, ki ga skušam jaz podati v svoji knjigi, je ta, da je pravzaprav naša moralna senzibilnost do živali nekaj, kar pravzaprav niti ne potrebuje nekega hudega teoretiziranja in hudega utemeljevanja. To je v resnici centralna točka moje argumentacije. Zakaj? To vidimo že preprosto na podlagi tega, da če smo izpostavljeni hudemu trpljenju živali, sami začnemo doživljati psihološke travme. Le redko kje boste našli človeka, ki je pripravljen kar hladnokrvno ubijati živali. To v bistvu je zelo podoben odnos na neki tej skoraj da predrefleksijski ravni do živali, kot je odnos do človeka. In to se zdaj navezuje še na vprašanje zgodovine etike živali, kakšen je bil odnos človeka do živali v preteklosti. V resnici tu nimamo opravka z nekim linearnim napredkom, da bi rekli, da so recimo ljudje v antiki bili zelo okrutni, pa so potem skozi srednji vek, skozi razsvetljenstvo in tako naprej smo pa razvili neko višje vrednotenje živali. To sploh ne drži. Imamo po eni strani že v antiki budistične, tudi indijske poskuse, džajniste, ki so bili izjemno senzibilni do živali. Imamo recimo, to sem pred kratkim bral Iliado, v Iliadi imamo neskončno opisal različnih živali, tako njihovega trpljenja, kot tudi njihovih moralnih karakterjev. Recimo zanimiva stvar je ta, da v Iliadi Ahidu smrt prerokuje njegov ljubi konj Ksantos. Skratka, ta odnos do živali ni bil zmerom predmet krutega izkoriščanja vse do leta 1960, oziroma 60 let, ko začne Singer pisati o etiki živali. Čeprav dostikrat imamo tak občutek, da smo danes naredili nek velik napredek, da pa smo včasih na živali gledali samo kot na robote, ampak to sploh ne drži. Dlje celo, kot gremo v preteklost, bolj je prisotna ta ideja, ki se potem javlja tudi v stripu, in to je ideja, ki jo sam imenujem pretočnost med človekom in živaljo, neka ideja prehajanja. Tukaj imamo recimo opraviti z medvedom človekom, medtem ko imamo v prazgodovini ena prvih umetniških artefaktov, ki jih poznamo na svetu sploh, je več kot 40.000 let star lev človek, se pravi človeško telo z levjo glavo. In se pravi, to zavedanje, ta pretočnost je obstajala, neka senzibiliteta do živali je obstajala že od nekaj. Ne gre samo za nek linearni razvoj, ampak za različne tokove, različna gibanja. Zanimivo, kako se recimo ta odnos spremenil. Če se ne motim, v vaši knjigi sem bral, da je v antiki so na živali gledali podobno kot na ljudi. Ni bilo strogi ločitev med ljudmi in živalmi, da so zdaj živali podrejene, pa da so vsi ljudje zdaj svobodni in enakopravno tretirani, ampak je bila razlika med svobodne na nesvobodne in svobodne živali. Tiste, ki so bile nesvobodne, so bile kot objekt, kot predmet uporabljene, kot sredstvo, medtem ko svobodne so uživale tiste nekako pravice in tretma, kot je veljal svobodnim ljudem. Ja, točno to je zanimivo. Sploh ni bilo te razlike, recimo človek-žival, v takšni meri, kot je bila res bolj razlika med tem, kdo je recimo državljan ali pa svobodnjak, ali pa kdo pripada neki politični skupnosti in kdo ne. In v tem smislu je recimo
Ahilo popolnoma normalno, da bo zaklal 12 trojancev, trojanskih vojakov, pa še enega kozla zraven, pa bika, ne, skratka živali, ljudi, kar vse na kupu. Po drugi strani bo Homer pisal o tem, kako trpijo konji, ko jih zadane puščica, na podoben način, kot bo pisal, kot trpi recimo nek vojak, ki ga zadene, ne vem, oščep, ne vem, kako se reče temu, bolj modernostno, kopje, verjetno. Kdaj in kako pa potem prišlo do te delitve? Kdaj smo začeli na živali drugače gledati in kdaj smo človeka tako visoko postavili? To se začne dogajati že z Aristotlom. Na nek način Aristotel je nekje na meji, recimo v svoji knjigi Historia Animalium, se pravi zgodovina živali, pravi, da narava napreduje po nezaznavnih stopnjah, da ni prave meje, ne, kaj je živo, kaj je neživo. Posledično tudi seveda rastlina, človek, žival, ne, vse to je pretočno, a na drugi strani v Nikomahovi etiki jasno opredeli človeka kot edino bitje zraven bogov, ki ima razum, kar ga razlikuje od živali in ga naredi etično bitje. In na to točko se je navezala kasnejša filozofska tradicija in do te zareze med človekom in živaljo začne prihajati v zahodni zgodovini v času helenizma, se pravi 2. 3. stoletje pred našim štetjem, in potem se začne z krščanstvom ta vrzel čedalje bolj poglabljati in svoj vrhunec, absoluten vrhunec doseže v novem veku, v 17. stoletju, z ljudmi, kot so recimo René Descartes, pa še tudi drugi kartezijanci, kjer pa se postavi radikalna razlika med človekom, ki je bitje uma, kasneje tudi bitje duha, in živaljo, ki naj bi pripadala zgolj naravi. Ne? Ampak to je v resnici moderna ideja, to ni bila antična ideja, ne? Niti srednjeveška ideja, ne. In recimo ena zanimiva stvar, zakaj se človeka tako loči od živali, je ta, ker je bilo potrebno moralno upravičiti vivisekcijo, poskuse na živih živalih. Ne. In od tu se je potem skušalo argumentirati, tako kot pri Descartesu, da vreščanje in kričanje psa, ko mu režete vratne žile in jih zavezujete, da bi gledali, kako deluje srce, ni v bistvu nič drugega kot šklopotanje in škripanje slabo naoljenega stroja. Ne. Pravi, tu šele se začne javljati ta stroga razlika med človekom na eni strani in živali. Ne. Kako so pa različne verske etike vplivali na etiko živali, zgodovinsko, recimo, kako je to s tem danes? Ja, zdi se mi, da so bile pravzaprav religije same podvržene temu zgodovinskemu razvoju. Recimo, primer krščanstva. V krščanstvu nimamo skozi konstantnega odnosa do živali. Ne? Tudi različne živali igrajo različno vlogo. Tu je absolutno, po mojem mnenju, res vrhunska avtoriteta za ta vprašanja Martin Germ, umetnostni zgodovinar, ki je napisal odlično knjigo o simboliki živali. Seveda pa tudi iz drugih zgodovinskih virov, recimo iz Frančiška Asiškega, lahko jasno vidimo neko veliko naklonjenost do živali znotraj krščanstva. Potem ena zanimiva stvar, o tem govori Luc Ferry v svoji knjigi Novi ekološki red, je ta, da so v srednjem veku, pa tudi še potem v 16. stoletju pri renesansi obstajali procesi, sodni procesi proti živalim, kjer so živali dobile svojega zastopnika in ponavadi so preko svojega zastopnika zmagali. Se pravi, cerkev, razsodniki so se postavili na stran recimo vilčkarjev, nekih hroščkov ali pa nekih, kako se reče, pests, zajedavcev oziroma mrčesa, škodljivcev, ja, oziroma na stran škodljivcev in so ti škodljivci v tožbah zmagali proti ljudem, recimo v veliko primerih. Je sojenje potekalo pod okriljem recimo katoliške cerkve. Tako da ne moramo reči, da je bil recimo odnos ene religije do živali absolutno enoličen, se mi zdi, da spreminjal bolj skladno z nekim splošnim zgodovinskim, ne bom rekel sam razvojem, ampak raznimi meandri, vijugami, spremembami. Po drugi strani pa drži, da med religijami, mogoče budizem,
in pa dobro džainizma toliko ne poznam. Te dve religiji so nekako že od začetka štartali sploh budizem za tem načelom nenasilja, ahimsa, ki je že v štartu zajemal tudi nečloveška živa bitja, tudi živali. Ne? To je tudi v sutra, recimo v budenih govorih dokumentirano. To pa verjetno zato, ker je njihova moralna skupnost že vključevala živali, ki so bile pač potencialno oni sami ali pa njihovi predniki. Se pravi, obstajala je ta verska ideja, da se lahko človek pač utelesi v živali. Ne? Zato mogoče je bil to razlog, da so jih mogoče za to živali lepše ravnali z njimi, da so jih boljše tretirali, ker bi to lahko bil človek v nekem drugem telesu. Mogoče je to igralo kakšno vlogo, zdaj zagotovo ne morem potrditi, ker recimo vedski Indijci so poznali še žrtvovanje konja, tudi ne vem zdaj za druge živali, za konja vem. Je pa natančno ta argument, ki ga omenjaš, je pa prisoten recimo pri Pitagori. Ne? Zakaj Pitagora zagovarja vegetarijanstvo? Zaradi tega, ker nikoli ne veš, ali je pujs, ki ga ješ, mogoče tvoj utelešen friend, ne? Ki je umrl, skratka, je boljše pač biti previden, pa ne jest, ne, da ne bi kolega pojedel. Ne? V katero smer pa lahko še gre etika, kam se lahko razvija? Vidimo mogoče nek spreminjanje paradigem, načinov, kako misliti etiko. Kaj je še ostane raziskano, v katero smer se lahko etika sploh še poda? Oziroma, obstaja neka enotna teorija etike, ki bi združevala različna področja. Kako se boste etiki spopadali s tem? To ravno ne, po mojem. Jaz mislim, da je celo mogoče dobro, da ene take krovne teorije ni, zaradi tega, da prihaja do diskusij tudi na nek način tenzij, in to se mi ne zdi slabo, to je na nek način kaže na nek kritični premislek. Zdaj, kam bi se še lahko širila ta debata, etika, po mojem še dosti dela čist na praktični ravni za opraviti. Po drugi strani se mi pa zdi, da še eno tako neraziskano, mogoče pa ne še toliko raziskano, izjemno nevralgično področje, s katerim se skušam sam tudi ukvarjati, vprašanje tako imenovane moralnosti živali. Se pravi, ne samo tega, da mi svojo moralno odgovornost razširimo na živali, ampak tudi to, da vedenje živali prepoznamo v določenih primerih kot moralno. To pa zahteva redefinicijo samega pojma etike, tudi recimo pojma moralnega akterja, kdo je moralen akter. Ne? In to je pa pravzaprav konceptualno gledano, je to pa se mi zdi še nek dodaten premik, ki ga je potrebno narediti, ker zanimivost je ta, da ti avtorji, kot so recimo Peter Singer, Tom Regan, številni avtorji, ki zagovarjajo etiko živali, absolutno ohranijo moralnost samo za človeka. Ne? Se pravi, samo človek lahko ravna moralno, živali so moralni trpniki, kar pomeni, da jih moramo upoštevati z moralnega vidika, nikakor pa ne morejo biti moralni akterji, skratka ne morejo ravnati moralno. Ne? Ampak tukaj se mi zdi, da lahko marsikaj pridobimo s tem, če tudi navedene živali pogledamo z optike moralnosti, da je lahko tudi življenje, da je lahko tudi vedenje živali moralno, zaradi tega, ker to potem vzvratno redefinira naše lastno moralno življenje. Kaj pa podrazumeva potem to moralno delovanje? To podrazumeva neko svobodno voljo, nek razum, ki je sposoben to zapopasti, neko tehtanje nekih abstraktnih konceptov, ne? Kot je recimo pravičnost, ne? Ki je taka zelo neotepljiva. Lahko to potem živalim prepišemo? So kakšne znaki, se da sklepati na to, mogoče po njihovem nekem tipu vedenja? Ja, to je dobro vprašanje, kompleksno vprašanje pravzaprav. To je standardna definicija moralnega akterja, se pravi nekdo, ki je zmožen ravnati v skladu z etičnimi normami, se pravi pravili. Jih mora poznati najprej, ne? Jih mora najprej poznati, mora se najprej do njih prebiti na podlagi nekega kritičnega premisleka in potem še ravno v skladu z njimi. Zdaj, kar jaz skušam pokazati, je to, da je taka slika protislavna, da ne vzdrži.
to skušam narediti preko poznega Wittgensteina, in sicer njegovega paradoksa sledenja pravilom, ampak zdaj ne bom šel v te tehnikalije. Bistveno je samo tole. Jaz trdim to. Ta pravila so prazna, če nimajo življenjskega konteksta. Če imamo mi samo neko pravilo, nam to pravilo samo po sebi še nič ne pove. Smisel dobi šele, kadar ga znamo uporabiti v nekih konkretnih praktičnih kontekstih. In tako se na koncu izkaže, da je pravzaprav vedenje primarno in da pravila so komaj sekundarne, izraščajo iz njega. In če tako pogledamo na stvari, ugotovimo, da to, kar mi imenujemo abstraktno mišljenje, mogoče sploh ni abstraktno v tem smislu, kot si radi predstavljamo, po eni strani, po drugi strani se pa nam pokaže, da če določenega vedenja pri živalih ne prepoznamo kot altruističnega, kot recimo celo bi rekel včasih vedenje s smislom za pravičnost, potem nam enostavno zmanjkajo kriteriji, da lahko ravnanje drugih ljudi ocenjujemo na ta način. Skratka, poanta je ta, da kadar mi opazujemo vedenje tako ljudi kot živali, imamo neke kriterije, čist mogoče predrefleksivne, na podlagi katerih vidimo, kako v moralnem smislu ravnajo eni in drugi. In vse besede, pravila, koncepti imajo smisel šele na podlagi tega primarnega življenjskega konteksta. Super, zdaj pa, če se usmerimo konkretno na knjigo, katera načela etičnega delovanja, ali pa kršitve, mogoče teh načel lahko najdemo v tej zgodbi? Ja, jaz moram reči, da ta knjiga strip umetniško, jaz bi rekel, da je kar veliko umetniško delo. Mene je pritegnila izjemno z likovnega vidika. Zdaj zagotavljam vam, da tisti, ki so zelo ortodoksni zagovorniki pravic živali, bi s to knjigo imeli težave že takoj na začetku, ko je zajec ustreljen. Ker je pač tale, dobro, ni protagonist, ampak eden izmed glavnih oseb, ta moški je očitno lovec, se preživlja tudi z lovom, tu bi bila težava. Druga stvar, ki bi jo takoj očitali, je instrumentalizacija medveda, ki je cirkuška žival. Potem tretja stvar, ki bi jo očitali, to sem že omenil, je čisto antropomorfiziranje, ker ta človek medved na koncu potem pravzaprav ni čist nič medvedja, on živi na faks hodi. Diplomira celo. Diplomira, zdaj, ampak vse pravim, zdi se mi, da je vrednost tega potrebno gledati ravno z tega drugega vidika, z tega, s katerega si prizadevam tudi sam, da bi pogledali mogoče na človeka bolj skozi prizmo te njegove vedenskosti, da bi malo premešali te kategorije človeka živali. Ampak kar se tiče teh etičnih dilem, je pa knjiga ni, in to je njena prednost, tako kot je to prednost vseh velikih del, da ni enolična. To ni priročnik za borce in aktiviste za pravice živali. Navežem. Ravno to, da na začetku, v bistvu gre za ta zgodba, ki sem jo na začetku prej povedala, je v bistvu zgodba o medvedu, o očetu medvedu, potem se pa začne zgodba o sinu očeta medveda. In ta medved je res antropomorfiziran in ima, recimo, ga pač vzgajata te dva mož in žena kot otroka, kot človeka, tudi, ne vem, je narisano, kako sedi za mizo in podobno. Potem, kasneje, ta sin očeta medveda pa v bistvu človek, ki ima medvedjo glavo in zato je tako, kot Tomaž je rekel, da v bistvu pogledamo na človeka skozi živalsko perspektivo. V bistvu na en način imamo tukaj dva pogleda, ki se lahko pač, zgodbo lahko pač razumemo na več načinov. Še en razlog za to je pa ta, da je zgodba brez besed. Vse besede, ki so pač noter v zgodbi, so v bistvu samo tri, ki se pojavljajo kot napisi na zgradbah, sodišče, šola, univerza, sicer pa ni pač nobenih besed. In ravno to pač omogoča, da knjigo razumem strip
roman v stripu razumemo na zelo različne načine in ga tudi interpretiramo na zelo različne načine. Kar po moje, če se ne dodati, odraža tudi kompleksnost mogoče nekaterih situacij, ki so prikazane v zgodbi, pa niso moralno enostavne. Ne? Imamo prizor, imamo to, ko oče s tem medvedom služi denar, ga izkorišča, on izvaja cirkuške trike na ulici, ta denar pa pridno zbira in ga zakopava pod drevo in kasneje s tem denarjem je omogočen študij sinu tega medveda. Ne? Tako da tisto, kar se je izkazalo mogoče za nekaj slabega, nezaželenega, je potem imelo pozitivne učinke. Ne? Zdaj, kaj se je potem zgodilo s tem šolanjem malega medveda, je potem druga zgodba. Tudi to je zelo pomenljivo. Recimo, kako se je on odrekel družbi, civilizaciji, kako je zavrgel zaradi človeške dvoličnosti, zaradi neustreznega tretmaja, je zavrgel to človeškost in stalno imamo tu v igri to preigravanje živalskih in človeških identitet. Ne. Mali se nedvomno sprašuje, kaj on zdaj je, ne, ker že na videz je drugačen, neka mešanica. In cela zgodba je večplastna ali zaradi takih situacij, ki so večplastne, ki jih je treba vedno z občutkom za kontekst razumeti in imati. Kaj pa ti misliš, recimo, glede tega razmerja natura, kultura, ne, oziroma človeško, živalsko, kako je avtor uspel to prikazati, na kakšen način se tu mešajo te plasti identitet? Ja, ena od glavnih tem tega stripa je gotovo prav iskanje identitete tega medveda oziroma tega človeka z medvedjo glavo, ne, ki je drugačen od drugih. In v bistvu jaz bi to nekako tezo, ne, da gre za odnos človeka do živali ali pa živali do človeka, razširila, da ne gre samo odnos človeka do živali, ampak načeloma do vseh drugih in drugačnih. Tako da v bistvu ta medved oziroma človek z medvedjo glavo je samo neka metafora za vse druge, ne, druge z malo in z veliko začetnico v bistvu pisano. Zdaj, to, kako je ta medved oziroma kako išče svojo identiteto, da sin očeta medveda, je prikazano na različne načine, tako na neki vsebinski, kot tudi na čist likovni ravni. Ta pač medvedja glava je seveda kot likovno sredstvo, ne, izredno povedna, čeprav v bistvu brez besed. Pač gre za en drugačen lik v celi zgodbi, vsi kažejo nam s prstom, se mu posmehujejo. In hkrati, mogoče najbolj očitno je to prikazano, ko medved vstopi v šolo, na univerzo in tam so vsi pač nekako enaki. Njegova medvedja glava, ne, pa recimo štrli iz povprečja, iz pač cele slike. Mogoče dam tole še okrog, eno takole, čisto na likovni ravni, kako to zgleda. Ne. In hkrati tudi, no, ko ta medved pač pride na univerzo, se tam sreča takoj z vratarjem, neki mož postave, tam neki taki kafkovski zgodbi, bi mu rekli, ki ima na mesto glave številko. In zdaj si predstavljate, pač na eni strani imamo človeka z medvedjo glavo, na drugi strani pa človeka z številko na mesto glave. Ne? In to neko ravnotežje, v bistvu, ko si vprašal, ne, tega razmerja med naravo in kulturo ali pa med nekim drugačnim in nekim kvazi normalnim, ne, se tukaj zelo dobro pokaže. Je pa to pač recimo na čistej vizualni ravni avtor Nicholas Presel prevzel od dadaističnih kolažov in sicer predvsem je vpliv Georga Grossa in njegovih pač nekih del, kjer je ravno tako uporabil številke namesto glave. S tem, da v bistvu recimo, tukaj sem vam dala eno sliko z naslovom Republikanischen Automaten, ne, in ta pač za neke robote, avtomate, ki pač delujejo zelo strogo razumsko na en način, ampak s tem v bistvu, ne vem, verjetno ne toliko etično, ali kako morda, no. Tako, to je samo tako za neko vizualno primerjavo, tako mogoče zelo nekaj poznate tudi stripa. Na tej vizualni ravni predstavljeno razmerje med enim in drugim.
Ja, A so še kje kakšne druge kulturne reference, mogoče skrite, kje se še najdemo to večplastnost? Mogoče prepoznamo kakšno avtorjevo posebno zanimanje za neke teme, kot recimo mitologija, ti si ga največ brala med nami. Ja, vsekakor. Avtor, za francoskega avtorja Nicolasa Presla oziroma Pregla, kot bi se to po francosko izgovoril, ampak ne gre za francoski priimek, tako da lahko obe verziji nekako sobivata varianti. Je sicer francoski avtor stripa, ki je izdal že kar nekaj stripov in v bistvu vsi so brez besed. Zanje pa značilno ravno to, da v vseh stripih pravzaprav obravnava neke drugačneže oziroma neke obstrance. Če samo tako na hitro malo povem, v prvem svojem stripu Prijap se pojavi tisti, ki poznate grško mitologijo, veste, da gre za nekega precej obskurnega grškega boga z velikim falusom, ne bi imel tak penis kot nogo, in seveda ga to zaznamuje za celo življenje. Potem kasneje v Fabriki, ravno tako v enem stripu, imajo junaki po 6 prstov na eni roki in so s tem zaznamovani. Skratka, neke te drugačneže tudi na telesni ravni obravnava. To so neki glavni junaki njegovih stripov. Po drugi strani, kot sem rekla, so vsi stripi brez besed, kar omogoča ogromno možnosti interpretacije, odprtih vprašanj, več kot odgovorov in tudi zaključki ponavadi niso ravno enoznačni, jasni, ker besede vedno so bolj enoznačne kot podobe. Je pa avtor izredno načiten, izredno izobražen, pozna mitologijo, zgodovino, tudi nekako ikonografijo in se v svojih stripih tudi navezuje na vse to. Kot sem že omenila, recimo ta Prijap je seveda na antično mitologijo, pa tudi v drugih stripih se pogosto pojavi. En kasnejših njegovih stripov je recimo neka taka sodobna Odiseja, ki se dogaja po nekako letališčih tukaj in zdaj. Potem recimo še en drug stripovski roman je Hidra, ki se navezuje na eno podobo iz te grške vaze oziroma posode za vodo, ki se reče Hidra, kjer se dva jelena borita med sabo. In je ravno tako po eni strani spet ena živalska tema tega rivalstva, tudi dveh bratov, ki se borita med sabo in tako naprej. Hkrati pa tudi v samem stripu, tako na vsebinski kot na vizualni ravni najdemo različne reference. Nekatere sem že podala, ko sem dala naokrog, recimo iz dadaističnih kolažev ali pa iz ekspresionizma, vse njegove podobe so zelo take groteskne, riše like z izbuljenimi očmi, z takimi suhljatimi postavami. Malo so tako deformirani in imajo v bistvu vse nekaj živalskega. Ko gledaš tiste like, kar naenkrat se ti zdi mogoče, ta ima tako glavo kot neka riba, drugi ima spet nekaj kot neka druga žival in tako naprej. Je pa tudi seveda tukaj glavni simbol seveda medved, ki pa ni naključno izbran. Namreč, kot je že Tomaž prej omenil, recimo Tine Gerem v simboliki živali piše o tem, da danes medveda seveda poznamo kot tako dobrodušno žival iz pravljic, ki znamo ga kot, takoj pomislimo na Plišerske medvedke in podobno. V resnici pa to podoba medveda šele nekako od 19. stoletja dalje, medveda kot simbola seveda. In pred tem so ga pa dojemali precej drugače. V recimo antiki je bil medved predvsem simbol jeze, torej ire, kar je tudi zelo lepo prikazano v tem stripu. Namreč že Plini piše, da v bistvu je bil medved takrat, medveda se ne sme dražiti, ker če se ga razdražiš, je ni bolj hudobne živali. In tukaj že v začetku stripa gre za to, da ta fant razdraži medveda in s tem se zgodba zaplete. Potem druga taka stvar, drugi tak motiv
v tej simboliki medveda se pojavi že v antiki in sicer ravno tako pri Pliniju, pa tudi pri drugih avtorjih, lahko beremo o tem, da je tudi medved simbol libida oziroma nekega poželenja. In ravno tako pač tukaj imamo spet motiv, ko se pač zaplete za žensko, medved, ne, žival in pač človek. In so v Plini napiše nekje, ne, da se medvedja, samec in samica, ljubita kot moški in ženska, ne, kar je v bistvu zdaj tukaj neko počlovečenje spet medveda ali pa ravno obratno, ne, zdaj, kot gledamo na to. Potem kasneje, ne, v renesansi je pa medved dobil bolj pozitivne konotacije, pravzaprav že v bistvu že malo prej, že recimo v srednjem veku nekako po eni strani, ne, kot Tomaž prej omenil, imamo v krščanstvu medveda kot lahko predstavlja nekaj zelo pozitivnega ali pa nekaj zelo negativnega. Tukaj ni zelo enoznačnih simbolov. Po eni strani, recimo v kakšnih svetniških legendah, kot je, mislim, da je v Svetem Galu, nastopa kot nek tak dobrodušen spet medvedek, ki pač pomaga, svetniku ga celo reši. Medtem po drugi strani je pa lahko tudi to podoba hudiča. Tako da oboje se pojavlja, ne, odvisno kje. No, kot sem pa rekla, v renesansi pa dobi pač neke bolj te pozitivne konotacije. V renesansi so seveda črpali iz antičnih avtorjev in v antiki so verjeli, da v bistvu medved oziroma medvedka povrže mladiče ne samo neboglene, gole, slepe, ampak v bistvu še ne do konca izoblikovane. In šele mama s svojim lizanjem potem tega medvedka, neizoblikovanega, izoblikuje do konca in ga spremeni v res pač medveda. In to je pač v renesansi potem postalo simbol po eni strani za preobrazujočo moč ljubezni, kar je spet en motiv te knjige, potem kasneje v zgodbi. Po drugi strani pa simbol za domišljijo ali pa za umetnost, ne? Ker gre pa za to, da z neke nedoločljive gmote naredimo nekaj lepega, nekaj konkretnega. Po eni strani, ne, ta medved, ne, je tudi lahko simbol, mislim, že sploh umetniškega ustvarjanja. No, najlepša hvala za to zelo zanimivo razlago, po tega nisem vedel. Če smo pa že pri teh prehajanjih, ne, pomena, kaj pomeni medved v različnih časih, bi se vrnili k sami zgodbi. Tukaj zdaj ta sin očeta medveda prehaja različne faze. On je že sami nastal kot nek miks, neka mešanica človeškega, živalskega, ampak potem obravnavajo ga potem kot nomadnega otroka. On upiše ga v šolo, potem on gre na faks, on skratka gre skozi vse faze primarne in sekundarne socializacije, kot da bi šel za človeka. Zdaj, če pustimo mogoče za kasneje, to vprašanje, koliko je to sploh etično, ustrezno, ne, da bi žival obravnavali kot človeka. Me se mi pravi, v bistvu eno drugo vprašanje, kako etika razume vzajemnost v teh odnosih, ne, recimo med moralnimi agenti pa tistimi trpniki. Koliko je tu vzajemnost pomembna, se pravi to, če sem jaz do tebe moralen, da si ti tudi do mene vsaj enako nazaj? To je potem, po mojem, odvisno od različnih definicij. Zdaj, načeloma, marsikdo bi rekel, da mora biti moralen ne glede na to, da drugi je moralen do mene ali ne. Se pravi, moram govoriti resnico, čeprav bo drugi mogoče radov. To je njegov problem, glavno, da jaz govorim resnico. Zdaj, kar se vzajemnosti tiče, se mi pa zdi, da je preprosto vzajemnost. Mislim, da je neko bivanje znotraj družbe pravzaprav temelj etike, no, in da tam načeloma nimamo posebnih težav sobivanja z živalmi, tudi kadar gre recimo za medsebojno pomoč, ne. Dobro, tu so predvsem mišljene te spremljevalne vrste, lahko popolnoma normalno komuniciramo z živalmi, smo vzajemni, imamo neko vzajemnost postavljeno, imamo celo tako imenovane službene živali, v smislu service animals, ki pomagajo ljudem.
Imamo pa seveda tudi različne težave z živalmi, ampak te težave do teh nekih nasilnih obračunov med človekom in živaljo prihaja dostikrat zaradi nekih sprovociranih, bi rekel, sprovociranih situacij strani človeka. Ne? To mogoče o vzajemnosti. Ne? Zdaj, če smem malo pokomentirati, no, še to vprašanje besed, ki se mi zdi zanimivo v samem stripu. Besede se pojavljajo tudi recimo v smislu ozadja. Ne? Zdaj, če bi še kaj o tem povedala, jaz potem ne bi, ampak en sam opazek, no, ki se mi je zdaj zanimiv, je očitno da ta medved študira psihoanalizo, ne? Ker v tem zadnjem je ogromno Freuda, pa prepoved incesta, ne? Je kar nekaj pač te francoske psihoanalize izgleda tukaj. Zdaj, po drugi strani, kar se samega, zdaj tresem pač neke svoje opaske ob gledanju stripa, branju stripa, kar se mi zdi zanimivo pri tem medvedu, ni sam bi rekel to, da je ta medved pojmovan kot nam drugi, ampak se mi zdi, da pravzaprav gre za nas kot odtujenega subjekta tudi. Ne? Vsak kot nas ima to medvedjo glavo mogoče. Ne? Kar je potem tudi recimo na koncu je pokazano to na ta način, da imata oče in mama medvedje sence. Ne? Se pravi, vsak od nas je en tak medved. Ne? Se mi zdi, da tudi te telesne hibe na nek način skušajo ponazarjati to našo izkrivljenost subjekta ali pa subjekta kot odtujenega od svojega sveta. V zgodbi spremljamo nekako njegovo odraščanje, ne? Najprej pri družini, potem pa šolanje, pravi vse pohod skozi institucije, ki ga opravi vsak človeški otrok, da bi postal polnopravni član družbe. A je tako prav uravnati živaljo? Koliko je on tu zdaj sploh žival? Koliko se ta pristop sploh obnese? Vidim najprej en tak odjepalni trenutek, ko on zavrne, ne, svoje starše, se ima odreče, ne, stori to ta simbolni umor očeta. Ne. Se pravi, kaže, da je mogoče to počlovečenje živali, ne, to rinjenje v človeške kalupe, da bo mogoče še uspešno, ne. Ampak potem vidimo na koncu, da so rezultati mešani. Kaj vi mislite o tem? Koliko so to taki poskusi mogoče sploh primerni, lahko uspešni? Kaj lahko rečemo o tem? Zdaj, če bi živali silili na faks, se mi zdi, da bi narobe razumeli to mojo tezo o neki podobnosti človeka živaljo. Ne? V konkretnem smislu se mogoče ne spremeni kaj dosti, ne? Glede tega, kako ravnamo z človekom, kako ravnamo z psom, kako ravnamo, ne vem, za mačko, če rečemo, da je tudi človek mogoče v neki točki žival. Absolutno je pa to bi bil primer nekega slabega antropomorfiziranja. Zdaj, naj povem eno to, ko se spomni to eno zanimivo anekdoto, ker so imeli v Avstriji ta laboratorij za poskuse na šimpanzih in potem so ta laboratorij okupljenega šimpanze in so tega šimpanza pripeljali na letališče in seveda aktivisti, protestniki za pravice živali so tega šimpanza ugrabili, ker niso hoteli, da bi izvajali poskuse na njem, no, na kar je seveda laboratorij jih prijavil policiji za krajo in oni so se zagovarjali, seveda ne mora biti kraja, ne moreš osebe ukrast, kvečemo bi šlo za ugraditev. No in potem je ta šimpanz prišel na sodišče in ideja aktivistov je bila ta, da je šimpanz oseba. Skratka, da je šlo v bistvu za trgovino z osebami, ker je ta inštitut kupoval šimpanza in potem seveda sodišče zdaj moralo odločiti, zdaj, ali je ta šimpanz oseba ali ni, in odločitev je bila ne, da šimpanz ni oseba. Zakaj ne? Zaradi tega, ker ni zmožen podpisati soglasja o tem, da ga zastopa pravni pooblaščenec.
To je recimo mogoče tak, ne vem, neko jajčkanje, ne, z pojmi pa z res hudo antropomorfizacijo. No, na koncu je ta inštitut zgodil, vseeno so sprejeli prepoved poskusov na šimpanzih in na primatih, na človeku, podobnih obicah. Ampak tu se mi zdi, da gre za to idejo, ne, dati žival na sodišče, zdaj ta žival je človek, ali ni, ne, dati žival v šolo, ne, zdaj tudi recimo te terapije, ne, za živali, ne vem, koliko so to mogoče bolj terapije za lastnike živali, kot dejansko za živali, ne. To je pa tudi zelo napačno, to je pa to slabo antropomorfiziranje, ne. Še čisto moje anekdotalno opažanje, imam hvala za strokovnjaka, da vas lahko vprašam. Namreč opažam pogosto, da ljudje, ki so pretirano mogoče zagledani v živali, s tem, da so glede tega jasni, nedvoumni, glasni in to radi oznanjajo, opažam, da mogoče imajo težavo z neko mizotropijo oziroma nekim globljim razočaranjem v človeški rod in potem živali imajo za nekaj, kar je neskvarjeno, nepokvarjeno, nekaj bolj pristno, avtentično in s tem iskreno, zaupanje vredno in tako naprej. Se mogoče motim, a je mogoče kaj na tem? Kako torej po odnosu do živali lahko sklepamo o samem človeku? Ja, zdaj, mogoče v določenih primerih je tako, sem pa zadnjič ravno na drugi okrogli mizi od Martina Bauta slišal za neko raziskavo, ki je pokazala, da dejansko lastniki živali in tisti, ki sprejemajo nekako živali kot moralne trpnike, kot bitja, do katerih se moramo vesti moralno, hkrati izkazujejo tudi večjo strpnost do soljudi. Se pravi, da ni obrat, ni tako, ne, zdaj žival na mesto človeka, ampak v resnici gre kar skupaj. Skratka, ta neka bolj strpni naj bi bili recimo do ljudi drugačnega izgleda in tak naprej. Zdaj sam točno te raziskave sicer ne poznam, ampak po pričevanju Balfa, ki pa je tudi strokovnjak na tem področju, nekako verjamem. Tako da gre prej za neko sporednost, res bolj za razširjanje moralnosti, ni tako, da bi razvijanje moralnosti do živali potem pomenilo zanikanje moralnosti do človeka. Moram pa še samo eno stvar povedati v navezavi na Derridaja. Že sama beseda žival, če jo razumemo v nasprotju s človekom, je izjemno problematična. Derrida tukaj govori o animo, kar zveni kot plural od animal, v mislih pa ima animo, M-O-T, kot besedo in s tem skuša pokazati neko pojmovno nasilje, ki ga naredimo s tem, ko, pazite, 7,77 milijona različnih živih vrst označimo z besedo žival, na drugi strani pa samo eno živo vrsto označimo kot človek. Skratka, to je zelo pomembno, kakšne konkretno živali imamo v mislih. Malo je zabavajoče govoriti o živali nasploh, razen če pač ne govorimo sem kot o živih bitjih, kamor pa je potem tudi človeka, čisto biološko uvrščan. Ker med klopom pa med enim panterjem je seveda ogromna razlika. Kako se v etiki mogoče nekaj vrednoti življenje živega bitja? Obstajajo neki kriteriji? Ja, osnovni kriterij je ta, da načeloma ne smemo instrumentalizirati drugih. To pomeni, da jih uporabljamo za dosego svojih ciljev. Zdaj nekaj drugega, jaz imam pač to neko, ni ravno pravilo, ampak da je dovoljeno pač uporabljati druge samo takrat, kadar gre res za vitalne interese, za preživetje človeka, recimo. Sicer pa je to bolj kot nemoralno nedopustno. V zgodbi je lovec ustrelil medvedko, sicer verjetno samo v obrambi, iz strahu, je pa ohranil mladiča. Tu se je skazal spet za moralno mešanega, nekaj sivega. Potem ga je izkoriščal za zasluženje denarja,
ampak potem ta denar namenil njemu v prid oziroma njegovemu potomcu. Ne? Zdaj, moje vprašanje je, kako v luči mogoče nekih sodobnih etičnih teorij razlagati početje tega lovca. A pa če gremo še konkretneje, kako sodobna etika vidi lovstvo, konkretno v Sloveniji je lovska tradicija močna, je popularna in so tudi precej deljena mnenja. Ne? A gre to samo za nek pokriviteljski odnos do živali, a je tu res se ustvarja neko večje skupno dobro, a so mogoče celo škodljivi? Kako etika vidi recimo lovsko dejavnost? Ja, so neka različna gledanja. Zdaj tisti, ki se nekako ukvarjamo z etiko živali, pač lovstvo obsojamo. To moram povedati brez nekega zadržka. To pa zaradi tega, ker je dostikrat kontraproduktivno, ne, se pravi, dejansko ne nadzira populacije, ampak velikokrat se zgodi, da ravno destabilizira populacije, tako se je zgodilo recimo z volkovi, nekaj gre za nepremišljene odstrele živali in se potem, volkovi imajo izjemno občutljivo socialno strukturo, to so izjemno socialna bitja. In če vi tam odstrelite nekega volka, je mogoče tako, kot da bi v neki večji družini nekoga, ki je zaposlen, ubili. Takrat razpade celotna struktura. Tako da zdaj ponavadi se daje ta argument, ja, drugače bi se pa volkovi preveč razširili. Sam dvomim, da bi se to zgodilo, kot so me eni poučili, ki se na te reči bolj spoznajo, so volkovi tako ali tako teritorijalne živali, kar pomeni, da druge volkove preženejo svojega teritorija in posledično zopet sami nadzirajo svojo populacijo. Potem imamo recimo primer divjih svinj in lovcev v Nemčiji, kjer se izkaže, da lov na divje svinje dejansko povzroča večje število živali, kot če lova ne bi bilo. Zakaj? Zaradi tega, ker takoj, ko so živali odstreljene, se tudi bolj razmnožujejo in na koncu jih je v resnici več, ravno zaradi lovskih posegov. Tako da jaz sem zelo skeptičen do tega. Jaz mislim, da gre tukaj preprosto za nek prestiž, preprosto za zabavo. Če že, veste, če bi že bilo to nujno potrebno, potem bi morali imeti poseben servis, posebno službo, res profesionalne ljudi, ki bi te živali odstranili iz narave in jih tudi mogoče dostojno potem pokopali in dostojno z njimi ravnali. Ampak pri lovstvu ne gre za nič drugega kot za nek prestiž in predvsem za tudi kar nekaj denarja. Zato bomo imeli zdaj kmalu te polemike, ali naj bi bili zdaj, ali naj javno bilo lovstvo, ali naj bi bilo privatizirano. Koliko še ni bilo, še te debate kmalu prišle na dan. Ampak lovstvo nasploh je po mojem prepričanju potrebno obsoditi, sploh takih obliki, kot ga poznamo da. Še po eno vprašanje imam za vsakogar od vas. Pa vas bom prosil še za kakšno tako fajn udarno misel in tako sklepno, konkretno. Za vas vprašanje, kaj ta zgodba konkretno, kaj sporoča bralcu, kaj mu lahko da, v čem je dodana vrednost te zgodbe, zakaj je bila vam tudi z etičnega vidika tako všeč? Zaradi te neke kompleksnosti človekovega subjektovega življenja se mi zdi, ki jo prikazuje, vseh tih vprašanje drugosti, tujosti, tega, kar smo že omenjali, kar pa uspe prikazati tudi skozi nek likovni moment. Jaz sem sicer si označil tudi nekaj teh likovnih momentov, ki sem jih hotel komentirati, ki so se mi zdeli izjemne. Perspektive recimo so fantastične, ker bralca kar vrtijo, recimo kar od zgore dol, zelo pod nenavadnimi koti. Potem ta moment, recimo zelo me je ta moment presenetil. Oko, ki je velikokrat tudi puškina cev ali pa odtok. Skratka se mi zdi, da že samo na tej ravni forme kaže na neko kompleksnost ali pa večplastnost ali pa neke zareze, neke prelome. Že samo to pomislite, na nek način je zelo konkretno,
Skratka, je slika, je vedno nekaj zelo konkretnega, po drugi strani pa je očitno izjemno, ne, v tej konkretnosti ni skoraj da nič, če je pa lahko ena in ista podoba, hkrati oko puška, cel od puške, neočitno je odvisno od konteksta, v katerem se pojavi in preko tega dobi svoj pomen. Tako da se mi zdi, da tudi na ta način zgodba bolj kot neko res linearno, preprosto zgodbo ponuja neke različne, predstavlja pa nazaj kompleksnost človekovega življenja in njegovo dilemo. In še en moment, ki je v knjigi, po mojem, da nismo, ne vem, če sem ga omenil, je ta moment čist biblijski izgubljenega sina. Ne? Skratka, tudi to vso prepletanje je tukaj, zato se mi zdi knjiga, vse jaz, ko sem jo dobil, no, sem jo že preden sem prišel po poti, že sem skoraj da celo pregledal. Ne vem, tudi bere se, no, vleče nekako naprej. Pomanjkljivost njena nima strani, o tem smo se prej pogovarjali. Zakaj je to pomanjkljivost? Ni mogoče res, sploh ni nobena pomanjkljivost, ampak pomislite, včasih je bilo zelo nenavadno, da ste citirali filme. To se je recimo potem spremenilo z Stanleyjem Cavellom, ki je v 70-ih začel pisati resne filozofske študije o filmih in potem še s temi tudi našimi filozofi in zdaj je popolnoma normalno, da citirate film. Zakaj ne bi v filozofske razprave recimo nekdo se sklical na tako delo, kot je ta strip, ne? In zdaj, če bi se hotel bolj natančno sklicati, ti pa nažalost ta, ne ponuja točno možnosti, da zdaj samo strip lahko meniš, ne moreš povedati točno, ne moreš točno frame, recimo, izbrati ali pa strani, ne. Tako da to se mi zdi mogoče ni pomanjkljivost, ampak veljalo bi mogoče razmisliti, da bodo stripi lahko stali kot neka referenca, na katero se lahko skličeš tudi v kakem akademskem delu. O lovstvu zdaj preskakujem nazaj, zdaj sem se spomnil. Mislim, da je pred kratkim prišel nek čudovit film, dokumentarec, ki še ga nisem gledal, o avstrijskih mladih lovcih v Afriki, ki se grejo safarije. To je po mojem lovska kultura, Avstrija, ti safarije, in pač ekstremni rasizem, ki gre tukaj zraven. Kar se pa knjige tiče, pa bi to rekel, ta njena večplastnost se mi je zdela predvsem prednost. Toliko o vsebini in premislekov glede tenkih učenja. Ana, kaj se tebi zdi, da je največja prednost te knjige, kaj je tebe najbolj fasciniralo in zaradi česa bi priporočala knjigo še komu drugemu? Vsekakor zaradi te večplastnosti, te odprtosti pomenov in tudi nenazadnje vseh, mislim, zelo mojstrsko je tudi napisana, narisana, tudi Preselj je tudi zelo mojstrski pripovedovalec oziroma zelo zna dobro dozirati nek suspens, ampak na čisto eni drugi ravni, ko smo navajeni. V bistvu ta knjiga je razdeljena na posamezna poglavja, s tem, da v bistvu pri vsakem poglavju te vodi čisto nekam drugem, kot si pričakoval. Spet zgodba se potem nekako že misliš, da že veš, kam bo šla, pa je še malo naprej, pa čisto nekam spet v eno drugo smer. In to je tisto, kar te v bistvu privlači pri branju, da jo prebereš res hitro, s tem, da jo lahko bereš vedno znova. Ker pač z vsakim branjem se ti odprejo spet ene nove stvari, ko jo zdaj spet kasneje še enkrat listaš, opaziš kakšne podrobnosti, kot je pač Tomaž rekel, recimo tudi ta motiv kroga se ti nenehno pojavlja in smo tukaj recimo tudi eno sliko, ko se recimo tukaj medved zvije v klobčič in je krog, potem pa gre pač naprej zgodba v krogih. In zelo tako likovno je res premišljeno izdelana, pa tudi vsebinsko, ne nazadnje. In to je tisto, kar te v bistvu, vsaj mene, navdušilo in presenetilo. Tako da mogoče zdaj sem še par teh likovnih stvari, ki jih nismo omenili, nekih vplivov,
Tole je samo tako za neko ponazoritev strani. Potem pa, kot sem že rekla, ne, so na njega vplivali tudi zelo neki dadaistični kolaži in besede res niso pač uporabljene v tem smislu, da bi nam kaj povedale, ampak samo kot neko vizualno sredstvo, tako kot na dadaističnih kolažih. Morda veste, da je recimo, ne vem, tudi Picasso je izrezoval iz časopisa razne oblike in potem uporabil na svojih nekih slikah. In nekaj podobnega recimo je tudi pri tem stripu. Tukaj se lahko pogledate, ne, kot neki v zadju ko pač ta medved bere, so v zadju pač neke črke, ki se v bistvu kot neka preproga ali pa kot neka njegova misel iz glave. Tudi profesor, ki govori na fakulteti, ne, je to prikazano, to so njegovo znanje kot nek, kaj jaz vem, bi temu rekla oblaček, ampak v bistvu ni oblaček, neka reka besed, ne, ki se mu izliva iz glave. In nekaj podobnega, zelo podobnega, v bistvu enacega najdemo tudi na dadaističnih kolažih. In tukaj se zelo vidi, ne, kako pač Preselj res premišljeno izbira, oziroma ne premišljeno. Meni je ravno to všeč, da v bistvu vse te reference zna spojiti v eno čist svojo celoto, čist en tak svojevrsten slog. In to je tisto, no, kar je pa mene najbolj prepričano, ta neka res svojevrstnost. Tukaj vam bom samo še pač pokazala, no, da vam še tole dam okrog, pa malo pokomentiram. Kot sem rekla, recimo Picasso je en tak tudi likovni vzor, ali pa, ki se velikrat omenja v skladu z vsemi v bistvu njegovimi stripi, ne samo tem. In kot veste, mogoče ne, pri kubizmu imamo velikokrat narisane obraze naenkrat od spredaj in iz profila. Pač, kubizmu gre za to, ne, da v bistvu v istem trenutku je upodobljena, da prikaže isto stvar iz več perspektiv naenkrat. To uporablja tudi pač Preselj, sicer, ampak mogoče ne toliko izrazito, no, kot se pojavlja v raznih kritikah in recenzijah tega njegovega stripa. V resnici pač večkrat uporabi profil. Zakaj? Zato, ker je to pač pa neka taka inherentna lastnost stripov, da morajo biti osebe seveda prepoznavne skozi cel strip in to je veliko lažje, če izbereš pač profil, ne, čisti profil. Tega recimo pri Picassu ni tokrat, da bi uporabil res čisti profil. Potem, po drugi strani, ne, je pa to tudi pri karikaturah velikokrat najdemo ta čisti profil, ker je lažje upodobiti človeka na tak način, ga pač nekako poudariti, neke njegove lastnosti, recimo, ne vem, velik nos, ne, to je tista neka taka lastnost, ki najbolj ponavadi pade v oči, tudi te izbuljene oči, usta in tako naprej. In njegov slog je tak zelo karikiran, grotesken, izvira tudi precej iz ekspresionizma in recimo najbolj naj bi vplival nemški ekspresionizem, ki se, to je treba poudariti, ne, izraža zelo z barvo, tukaj ni barve, tukaj je črno-belo, medtem ko pa v njegovih nekih zadnjih stripih se pa pojavljajo tudi že malo barve, ampak ne na tak mimetičen način, ampak zgolj kot neko sredstvo izražanja nekih lastnosti, ki jih imajo pač ali junaki ali nek tip, ne, mislim tako, zelo na malo drugačen način uporablja barve, no. Kot sem pa rekla, no, recimo pač ta nemški ekspresionizem, zelo take zverižene figure, recimo Kirchnerjev, zdaj se navem Kirchnerjev portret, ko se je pač ta nemški ekspresionist narisal kot vojaka in recimo se zelo lepo vidi, no, tudi na primeru iz stripa, v bistvu čist na en način povzeto, ampak spet na en tak svoj način. Tudi ne samo zaradi kape, ampak tudi nos in vse ostale poteze. Hkrati, ne, kar je pa še ena lastnost tega stripa, da je v bistvu zelo kritičen. Kritičen do družbe in to je spet mogoče avtorja zelo navdušujejo avantgardna gibanja, ne, ki so nekako prelomila s to neko tradicionalno umetnostjo in se pač postavlja nekako po robu tudi družbi. In že prej omenjeni Georg Gross, ne, je tudi so take portrete
malo meščanov na zelo tak karikiran način in nekaj podobnega naredi tudi Preselj. Vsi te ljudje, ki smešijo tega sina očeta medveda zaradi njegove drugačnosti, so prikazani zelo neprizanesljivo, bi se temu reklo. No? To pa lahko mogoče vidite še tukaj. To, kar smo pozabili. To je bila krasna ponazoritev, bomo opustil še par sekund, da si pogledate primere. Medtem pa lahko v bistvu že povzamem pogovor. Imamo opravka s tekstom, ki je zelo sodoben, ki vključuje vse te citate in reference iz visoke kulture, predvsem pa tudi iz mitologije, iz kolektivnega imaginarija naše civilizacije. Naslavlja vprašanja, ki so bila aktualna, ki so še vedno aktualna, ki bojo tudi ostala več ali manj razčiščeno, oziroma je treba te predpostavke vedno znova prespraševati. V tem smislu velja za umetnino, ker odslikava duh časa, obenem pa nagovarja bralca v kateremkoli času in prostoru. Vidimo tudi, da je mojstersko izrisano, če je celo enega profesorja, doktorja spodbudilo k risanju, kot je Tomaž sam priznal. Tako da delo očitno tudi navdihujoče, obenem pa tudi večplastno, lahko se ga bere na različne načine, vsako novo branje prinaša neke nove pomenske odtenke in neko dodano vrednost. S to mislijo bi jaz zaključil zdaj naš pogovor. Bi pa povabil tudi prisotne, da prispevajo še kakšno vprašanje, če imajo, če se jim je kaj porodilo, da izkoristimo še gosta, dokler jih imamo tu. On dva sta zdaj namreč najbolj usposobljena za presojanje tako avtorja njegovega dela, kot tudi etike, ki je vezana na to. Tako da prosim izkoristite priložnost. Pa če bo kdo dvignil roko, mu podal mikrofon. Hoče, pa vam dalje. Se pravi, vprašanje za doktorja Grušovnika. Verjetno smo deloma že ste odgovorili na to vprašanje, pa vendarle, se pravi, Sin očeta medveda nikakor ni ne prvi, ne zadnji strip, ki se poslužuje, se pravi, antropomorfnih živalskih likov, se pravi, bolj ima pravzaprav cela zgodovina stripa, oziroma ne samo stripa, tudi kakšnih sorodnih zvrsti, kot animiranega filma in tako dalje, pa tudi starejših, tudi literature, nekoliko manj, je polno takih, se pravi, živalskih likov, bodisi živalskih likov z pripisanimi človeškimi, se pravi, s povsem človeškimi značaji, ali pa, ne vem, tudi recimo samo na kakšni taki bolj neki simbolni, metaforični ravni, kot recimo Špigelmanov Maus, ker se pravi živalske podobe govorijo nekaj o recimo poreklu, prav teh likov nastopajočih. Pa me zanima, kako gledate na ta fenomen skozi se pravi optiko, se pravi etike živali, oziroma kot prvo, zakaj je pravzaprav to, zakaj je po vašem mnenju to za avtorje toliko privlačno izražanje na ta način in posluževanje takšnih likov. In kot drugo, to pa tudi sprašujem tudi kot sam stripar, a je tukaj, a moramo biti avtorji, se pravi, stripov, ki to slavne včasih počnemo, tukaj na kaj pozorni. Moramo mogoče kakšen aspekt, o katerem velja malo razmisliti, ko se recimo poslužujemo takih živalskih likov, da ne bomo česa preveč problematičnega počeli. Ok, hvala, to je zelo dobro vprašanje. Zdaj, ta antropomorfizem se pojavlja že v prazgodovini, že poznamo ta Trois Frères, v tej jami je bil talež, domnevajo, da gre za lik šamana, se pravi jenen z človeškimi, zgornji del je jenen, spodnji del je človek, potem ta Löwenmensch, ki sem ga že omenjal. Potem recimo, kar se bolj pa konkretno tiče literature Pančatantra, to je zbirka indijskih basni. Skratka, basen je ena izmed najstarejših literarnih oblik in temelji ravno na tem, uporabi živalskih likov, ki so čisto antropomorfizirani.
Tako je Ezopove podobno. Tako, domneva se, da je Ezop pobral to na indijsko celino nekako umeščamo izvor vseh teh basni. In ja, marsikdo bi vam rekel, da tukaj je problem. Po eni strani bi to rekli bolj znanstveno naravnani umi, po drugi strani bi rekli tisti, ki se zavzemajo nekako za etiko živali. Recimo, ena stvar, ki je problematična, so vedno te metafore, ker ti uporabiš metaforo, ampak s tem, ko uporabiš metaforo, v bistvu preinterpretiraš na nek način. Zdaj, ta knjiga nam bo bolj malo povedala, kaj o konkretnih medvedih, recimo, bolj nam bo govorila nekaj o človeku, mogoče v neki točki o človekovem odnosu do narave, ampak se mi zdi, da v manjši meri, kot bolj v neke človekove situacije. Zdaj, po drugi strani se mi pa zdi, da v nekem umetniškem ustvarjanju vseeno ni dobro postavljati nekih preostrih kriterijev. Potem pa zaidemo v neko moraliziranje, pa v neko čistunstvo, ko damo prepoved, zdaj pa ne smemo več nobene živali na noben način uporabiti. To pa tudi ni v redu. Tako da, vprašanje je v bistvu komplicirano, nimam enostavnega odgovora na to, ne vem točno, kaj bi tu lahko svetoval, da sem povem, da ja, marsikoga bi ta pristop razburil. So tudi neki upravičeni mogoče od zadnje razlogi, zakaj bi tak pristop nas lahko razburil. Ravno zaradi tega prepisovanja. Ja, recimo, če bi si kulturno prelaščali, kakaduje, a je to okej? Kulturna apropriacija. Če bi en slovenski avtor, ki še v živo ni videl kakaduje, ker pač ti ne živijo v njegovi deželi, uporablja kakaduje kot metaforo za pohled, pa jih uporablja v svoji zgodbi. A bi bil to problem? Kaj pa vem, jaz tukaj, a veš, to bi, če ne bi imeli drugih ful večjih problemov, na tem področju bi to mogoče bil resen problem. Ampak meni se to, a veš, ob tem, ko res zakoljemo več kot enega piščanca na sekundo, v Sloveniji na letni ravni 53 milijard kopenskih živali, čez 150 milijard vseh živali sploh, se mi zdi, da so to bolj pomembni etični problemi, kot to, če nekdo naredi strip za, recimo, kakaduje. To se mi zdi čist benigno v resnici. Ni po mojem tak problem to. Kaj pa medijska reprezentacija medvedov, če so tu prikazani kot preveč vitki, ali to imelo posledice za mlade medvede, ki se bojo skušali se držati medijskih diktatov in izgubljati težo, ne vem. Ne, mislim... To so aktualno vprašanja, ki jih poskušamo zdaj tukaj aplicirati. Zdaj, bistveno bolj problematična medijska, s tem se ukvarja ena kolegica moja iz Univerze v Mariboru, Branislava Vičar, je imela odlično predavanje o medijski reprezentaciji medveda in ta stvar je zopet nedolžna proti tisti reči. In sicer ona je analizirala en SDS-ovski plakat, podobno kot za otroke gre, tam je tudi šlo za otroke, ampak tokrat niso bili nevarnost geji, ampak medvedi. In potem je na letaku upodobljen medved z gobcem, ki prosi. Na kar se je izkazalo, nekdo je zbrskal, da je to fotografija medveda iz zoološkega vrta, ki prosi za hrano. Se pravi, takšne stvari so problematične. Neko gesto medveda, ki v bistvu pomeni prošnja za to, da dobi hrano, interpretiraš kot nevarnost, ki v naših gozdovih preži na otroke, zato puške v roke in se spravimo na medvede. Se pravi, takšne reprezentacije so moje problematične. Zdaj, ta reprezentacija tu jaz ne vidim, recimo, ne vidim problema. Po drugi strani pa tudi ne bi mogel reči, da bo zdaj to ful pomagalo medveda ohraniti. V tem smislu se mi zdi ta knjiga bolj neutralna za konkretnega Ursus Majer, kaj ne Ursus Majer, pač Ursus Medved. Bom jaz tvegel še z enim vprašanjem in sicer za oba. Zdaj, z likovne plati bo to najbrž, ne vem, če bo sploh produktivno vprašanje, gre pa preprosto za to, da
Tu na prvi četrtini tega stripa se zgodi spolni odnos, sodomistični med to ženo lovca in pa medvedom. Zdaj, mislim, kar nekaj sličic mu je posvečenih in ti si ga tudi omenila, ko si o tem razlagala, in to je taka zelo privlačna tema. In se spomnim recimo Borovčikovega filma Labet, ne vem točno, koliko je slovenski prevod, ker gre tudi za spolni odnos, tam je sicer, kako bi rekel, obrnjena perspektiva, sodomiziran človek, oziroma ženska, strani neke živali, neidentificirane, ki živi blizu posestva, kjer živi ta ženska. No, ampak me zanima, predvidevam, da je to likovno zelo zanimiva tema in me zanima, če mogoče se da, če v tem kaj veš, koliko so likovno obdelovali. Hkrati me pa ta ista tematika zanima z vidika tega, kar si ti, Tomaž, govoril o tem, da bi prenesli skratka etično odgovornost tudi na živali. Zdaj, če čist naivno prav razumem, to, skratka, če živalim prisodimo etično ravnanje, potem seveda dobi nek spolni odnos medvrstni, mogoče nek popolnoma drug status, kot ga ima ta trenutek, tudi če ga ne obsojamo, oziroma zdaj ga seveda lahko točno z etičnega stališča najverjetneje obsodimo, če nekdo sodomizira žival, recimo. Ja, seveda se pojavljajo v likovni umetnosti tudi taki primeri neke sodomije, ampak večinoma so zapakirani v neke mitološke prizore, ko se recimo Zeus spremeni v določeno žival in pač gre k neki bogini. V tem smislu. Zdaj, da bi pa kakšni zelo taki podobni kot v tem stripu, se pa jaz zdaj na pamet ne spomnim. Se mi pa zdi, da tukaj gre za malo drugačen odnos, zelo enakovredno je predstavljen, tudi likovno je spet ta krog, nekako se zlijeta skupaj, ta črna, bela barva kot na en način, mogoče lahko malo zbanalizirali kot neki yin-yang. In gre za malo drugačen način, kot je recimo pri teh kakšnih mitoloških zgodbah, kjer je seveda potem, ker gre res potem na način ali za posilstvo in je to prikazano na malo olepšan način, na neki sliki ali pa na neki freski. In bi rekla, da v bistvu tukaj mogoče na tak način, kot je pa tukaj, pa ne vem, res, spomnim se. Ne, zgleda, da gre za konsenzualni ljubezenski odnos, ne dvom. Ja, pač nekaj, in mogoče ravno to, kar sem prej omenila, Plini pač že napiše, da se medved in medvedka ljubita kot moški in ženska, na en tak način. Ampak, mislim, ta strip se vseeno v eni točki recimo prelomi, od katere naprej lahko rečemo, da je antropomorfiziran ta lik šele sin. V tem trenutku je medved še vedno ni dobenih indikatorjev, da bi bil antropomorfiziran. Tako da gre za konsenzualni odnos, hkrati gre pa za medvrstni odnos. Točno to. In v bistvu ravno v tem delu je celoten ta prvi del je na tak način, da v bistvu medveda skušajo počlovečiti, mislim, ga obravnavajo kot recimo otroka, ampak je še vedno žival. Ravno pač v tem prvem delu, ko je še medved, oče medved. Kasneje pa potem postane seveda sin očeta medveda. Gašper še? Ne, samo to sem hotel dodati. Jaz se takole na pamet spomnim enega primera iz umetnosti, čisto kot zanimivost, ampak tudi ne vem, kaj prav veliko njen, pa tako umeščeni teh zgre pa za primer iz japonskega slikarstva, pa ne vem, če ni to celo sam mojster Hokusai, tukaj nisem 100%, lahko povem, da gre za spolni akt med žensko in robotsko. To vsi poznamo, da lesorezi so to, če se ne motim. Moram reči, Ciril, jaz sem pomislil na te tematike, tako da hvala za vprašanje, sem ker mi je bilo nerodno v pravici povedano malo načenjati.
Ko sem se ukvarjal z etiko živali, sem spontano pomislil tudi seveda na problem zoofilije. In ko sem to raziskoval, sem potem ugotovil, da je nek Nemec napisal cel špeh na to temo, ki ga še nisem naročil, da bi ga prebral. Je pa to, ne vem, je pa to recimo medvrstna spolnost, ne, to je, se mi zdi, da je neka zanimiva tema, ki, razen pa zdaj tega Nemca, ki je to obdelal, je mogoče še premalo pravzaprav obdelana in je po mojem teoretsko zelo je zanimiva. Zdaj obstajajo, kar se tiče recimo sprejemanja zoofilije, mislim, da je to prav zakonsko prepovedano, da se smatra kot mučenje živali, ampak tudi verjetno kot pač huda kršitev nekih, ne vem, moralnih norm ali česarkoli. Je pa res, da je ta industrija, recimo pornografska, mislim, da je najbolj živa na Madžarskem. Tam je tudi znan ta velik filmski Hektor, nemška doga, ki nastopa v teh številnih. Je človek na marsikaj naleti, ko se ukvarja s temi tematikami in ta je ena, recimo, zanimiva. Vem, da je tudi, bila pa ena ženska, mislim, da je Nizozemka, kaj je to, Bokat je po mojem bolj vedno res en tak traumatičen primer vse te zgodbe in tudi namreč ta zoofilska pornografska industrija je nekaj, kar tudi kar cveti, no. To je nek biznis tam odzadaj in ta ženska recimo je bila čustveno zlorabljena ali kakšna je bila njena zgodba, ne spomnim se točno, ampak ona je potem služila denar na ta način, da je občevala za živalmi in potem so japonski turisti prihajali tudi to gledati, pa filme je snemali in tako naprej. Na koncu, kaj se je zgodilo z njo na koncu, ne vem, ampak je bila tudi neka huda žrtev, ampak poanta je pa bila tudi ta, da ona ni bila zmožna navezati stika z človekom, ne so bile živali od teh, a ona je, mislim, da dejansko bila zaljubljena v te puse, ne. To, mogoče bi prej, kot ta konsenzualnost, kako hitro imamo konsenzualnost in to se mi zdi pa, da se gibljamo na točki bolj neke etike, oblike etike, ki bolj ali manj velja za medčloveške odnose. Zdaj živali ne morejo dajati soglasje. Lahko pa izražajo neke jasne želje. In po mojem številni lastniki psov so večkrat pač poznajo te čezvrstno ljubezen pri svojih psih. Super. Če ima še kdo kakšen komentar, vprašanje, očitno ne, tako da lahko zdaj zaključimo ta pogovor. Obema gostoma se zahvaljujem za vse razlage in pojasnila in ilustracije, ki ste jih podala. Se zahvaljujem pa tudi vsem prisotnim, da ste nas prišli poslušati in hvala za potrpljenje in pozornost. Obe knjigi seveda lahko tudi tu najdete v tej knjigarni mimogrede. Zahvaljujemo se pa tudi gostiteljem knjigarni Jazil in Cirilu za ta zanimiv dogodek. Najlepša hvala. Hvala.